Dober dan. Evo, spet je cajt za nov Q&A, mislim, da je to 11. Bom naredil na isti način kot prejšnjič, se pravi, da bom v prvem delu odgovarjal na vprašanja iz prehrane pa iz treninga, pol bom odgovarjal na vprašanja bolj iz biohackinga in pol še čisto na koncu na vprašanja, ki so bolj filozofske narave. Dejansko so vam tudi pri prejšnjemu bila najbolj všeč zadnja vprašanja, oziroma niti ne najbolj všeč, vse vam je bilo všeč, kar je super, tako da hvala, ampak najbolj ste mi komentirali na zadnje, zaradi tega, ker so bila taka, tega pa nisem razmišljal na tak način. Teda, te vprašanja so mi še vedno najbolj zanimiva za odgovarjati. V glavnem, cilj je tako vedno, kar mi sicer do zdaj še ni ratalo nikoli, na vprašanja odgovoriti čim bolj kratko in jedrnato, da lahko iz njih potegnete čim več, pa da ni preveč dolgocajtno. Bi se pa na začetku, prej da se spustimo v vprašanje, rad zahvalil še seveda svojim Patreon podpornikom. Ful se razvijajo debate, vedno več smo začeli, pa se mi zdi, da so tudi vedno bolj všeč objave, ko jih objavljam, pa tudi malo bolj se posvetim, ker sem si dal prav cilj, da objave za Patreon se še bolj posvetim, pač raziskavam pa to, pač skoraj na tak način, tako da bi vlog delo to porabim za eno objavo v Patreon skupini. Teda hvala za podporo, ok, zdaj pa gremo na vprašanje. Ok, prvo vprašanje je, Dr. Oz je rekel, da ne smemo 3 ure po jedi ležati. Res ali bullshita, zakaj? Ok, Dr. Oz je pač tak. Ma tu pa tam, oziroma rečemo, da ima ene par takih, ko se dejansko bi lahko strinjali z njim, pa ni zdaj neki bullshiter nasploh, ampak pa preveč posplošuje, tako večina tetih pač oddaj, ko se pač dogajajo okoli po televiziji. To, ko se mi najemo, pa da ne smemo iti zdaj za tem takoj ležati, zdaj za večino populacije dejansko nič kaj nobenih težav ne povzroča. Je res en fakt, naprimer, čisto na začetku je to, da je dejansko bilo telo nareto, kakorkoli lahko temu rečemo, glede na fiziologijo, da lažje prebavlja hrano, ko jo mi pojemo, ko je pokončno. Se pravi, ko sedimo, pač da ne zdaj glih ležimo. Zdaj pa, kar pa on namiguje, je pa v bistvu to, da določenim ljudem pa vseeno, potem, ko se boste vi pač najedli, pa boste šli zdaj ležati, lahko povzroča pač pekočino tule v žrelu, oziroma zgago, oziroma nek refluks. To je pa zdaj predvsem pri tistih, ko imajo naprimer hiatalno kilo, ko sem že tudi zanč naredil video, se bo zdaj tule gre pokazal tako si lahko greš to pogledat, to je ena stvar. Pol lahko dejansko, če se ful preveč najemo, da nam pač hrana dejansko gleda skozi želodec ven, bi lahko pač karikiral, ali pač na kak način bi to rekel. Dejansko nam lahko malo tiši gre in če je trebušna prepona slaba, bi lahko dejansko povzročalo malo več refluksa. Tu če nimamo za nekega stanja, tako je naprimer hiatalna hernija. Pol je pa tudi odvisno od tega, kam mi jemo. Pač zdaj, predvsem se to zgodi zaradi tega, ker se pač mi, ko jemo, se mora kislina dvigniti, oziroma nivo kisline se poveča, volumen kisline se poveča zaradi tega, da lahko pač telo to prebavi. In zdaj, če se mi ful napokamo, bo itak malo več kisline se moglo narediti in če bo želodec že poln, bo večja možnost, da če se mi uležemo, pa da če naša prepona ne deluje čisto, ko je treba, oziroma ni tako močna, ko je treba, bi lahko povzročilo težave. Zdaj, jaz še vse ne priporočam, da gremo mi po vsaki jedi takoj ležati. Jaz vedno priporočam, da se pred nekim obrokom ali pa po nekem obroku še bolj, da se gre čist na tak lahek sprehod, karkoli, ali pa da se gre posodo pomivati čim prej, ali pa neko gibanje, zaradi tega, ker bomo tako še malo lažje prebavili vse skupaj. Ni pa zdaj pravilo, da se ne sme iti ležati po hrani ali pa da se mora iti ležati. Nekaterim športnikom bi celo mogoče priporočil, da se najejo, pa grejo potem čim prej ležati, zaradi tega, da v bistvu poskrbijo za regeneracijo. Se posebej športnikom, ko imajo naprimer 2 ali pa 3 treninge na dan, ko so poklicni športniki. Tam dejansko je timing hranil še bolj pomemben, še posebej timing ogljikovih hidratov, zaradi tega, da čim prej nafilamo glikogen, kar se da. Teda dejansko bi bilo za športnike naprimer bolj pravilo, da ne se grejo uležt oziroma ne pa oziroma nekaj počivati po nekem obroku, za določene ljudi pa ne. Tako da, načeloma Dr. Oz zdaj ni bullshito, samo je pa preveč posplošil. Naslednje vprašanje. Raztegovanje takoj po vadbi? Ja, ne, zakaj? Ok, tu se moramo zdaj prvo osredotočiti nasploh na raztezanje. Zdaj, mi ne moramo raztezanje označiti samo kot raztezanje oziroma raztegovanje oziroma stretching, zaradi tega, ker poznamo več različnih oblik oziroma vrst raztezanja. Prva, najbolj znana oblika je statični stretching. To pomeni, da se postavimo v pozicijo, naredimo razteg določene mišice in pol tam ustrajamo določen čas. Zdaj, ponavadi bi jaz rekel, po mojem mnenju je definicija statičnega stretchinga, da če držiš več kot 15 sekund v tisti poziciji, je že statični stretching. Dejansko se statični stretching v prvi vrsti uporablja za razvoj gibljivosti.
Zato se jaz osebno, pa tudi na faksu smo se sicer učili, da ni najboljš, da se po nekem treningu moči, kjer nam je cilj hipertrofija, se pravi natrganje mišičnih vlaken, ali pa po nekem visokointenzivnem treningu, kjer smo tudi malo natrgali mišična vlakna, pa so mišice utrujene, pa pač receptorji, pa recipročna inhibicija, pa vsi refleksi ne delujejo več tako bi mogli, ker je pač živčni sistem tudi utrujen. Tam jaz statičnega stretchinga po treningu ne bi priporočal. Niti pred treningom ne, zaradi tega, ker se lahko preveč sprostijo določeni refleksi in lahko dejansko povzročimo prej poškodbo, ker mišica ni tako aktivirana. Tako da statični stretching pred treningom za moč ali pa za kondicijo ali pa pač nek težji trening za laktatno vzdržljivost ne, niti po takem treningu ne. Se pa, oziroma moje mnenje je, da bi ga pa uporabljal kot samostojno metodo za razvoj gibljivosti. To pomeni, greš v pozicijo, držiš 20 do 30 sekund, popustiš, greš v isto pozicijo, probaš še malo podaljšati, držiš 30 sekund, greš nazaj, pa to še enkrat ponoviš. Zdaj 3 po 30 do 45 sekund. To pa dejansko povzroči natrganje mišičnih vlaken, določenih, tako hipertrofija, kar je cilj pri razvoju gibljivosti, ker sam tako bomo mi pač prišli do nekega višjega obsega giba. In zdaj to se ponavadi dela 2 do celo 3-krat na dan. In že sam tudi samostojen trening bi jaz priporočil, da je dejansko ne samo kot samostojna enota, ampak ko nam je cilj pridobiti na gibljivosti, lahko to naredimo dokaj hitro, samo takrat jaz ne bi delal nič drugega zraven. Se pravi, vadbena enota izgleda tako: zjutraj stretching statični, zvečer stretching statični. Drug dan zjutraj, zvečer, tretji dan in to delaš 14 dni do max 3 tedne. Tu vmes jaz ne bi delal nič kaj drugega, razen mogoče neko nizkointenzivno vadbo, ki pa lahko dejansko služi tudi kot ogrevanje za pred treningom. Lahko bi dejansko poimenovali trening stretchinga. Teda statični stretching bi jaz osebno priporočil samo kot samostojno enoto in za razvoj gibljivosti. Ok, zdaj imamo drugo obliko. To je oblika, ki se imenuje dinamičen stretching. To v bistvu izgleda tako, vidite v fitnessu, ne vem, ko en pride, se postavi, pa začne zamahovati, pa se raztegovati te mišice. To je v bistvu dinamični stretching. Ali pa da se ti postaviš, če si predstavljamo razteg zadnjih lož oziroma zadnjih stegenskih mišic, ko se usedemo na tla, imamo stegene noge in pogremo z rokami naprej. Zdaj lahko ga naredimo v obliki statičnega, tako sem opisal prej, se pravi, greš dol pa zadržiš, pa greš nazaj. Če gledaš pa v obliko dinamičnega stretchinga, pa zgleda tako, da se v bistvu zibaš, pa vedno probaš narediti kak milimeter dlje. Zdaj tu je v prvi vrsti pomenilo, da imaš nadzor nad svojim telesom. Ne priješ kar v fitness, pa se postaviš, pa se kar, ne vem, mogoče celo hladen, kar na tleh uležeš, pa začneš natezati na polno, zaradi tega, ker ti lahko takoj mišica pokne, se strga karkoli. Zdaj, tu je potreben nadzor. Ampak, mislim pa, da ena pozitivna lastnost tega stretchinga je, da ne sprosti zdaj vseh refleksov. Dejansko jih ujača refleksi, ker se dogaja refleksno nateg. Se pravi, telo mora malo kontrirati tesmo raztega, ko ga ti delaš in lahko poskrbi za določen način aktivacije mišičnih vlaken, ki v bistvu koristi pred treningom. In jaz osebno tak stretching izvajam tudi ob trening planu, če imam na primer nek trening za moč, vedno izvedem tudi dinamični stretching, ampak vedno po treningu. Nikoli ga ne delam prej. Po treningu ga uporabljam pa v bistvu samo na tak način, da pa tudi ne vedno iste mišice, se pravi, če je trening bolj za zgornji del, pa ne vem, neke štange, karkoli, da od zgor delam bolj za zgornje mišice, če ne delam pa bolj za spodnje. Oziroma, če po kakem treningu čutim posebej kako mišico, da je malo zategena, se usedem, ne vem, raztegnem karkoli. So še druge določene oblike stretchinga, kot je na primer aktivni stretching, ko ga v bistvu delaš med vadbo, se pravi počep. Imaš prvo podloženo peto, pa narediš par ponovitev, pa podložiš peto z manjšim naklonom, pa narediš spet par ponovitev, pa vzameš naklon ven oziroma kilo, karkoli si dal pod nogo, pa greš dol. To v bistvu boš naredil, nevede si boš raztegnil, ne vem, tetivni kompleks, predvsem ahilovo tetivo, da bo malo sproščena in boš dejansko tek povečal svoj obseg giba v gležnju, s tem, da sploh nisi delal stretchinga. Ok, to ni bilo zdaj tako kratko. Se pravi, dve glavni poznamo statičen, poznamo dinamičen stretching, poznamo tega med vadbo, pol imamo pa še neko PNF metodo, pol imamo še metodo recipročne inhibicije, pol imamo ene par metod, ko načeloma zdaj niso tako pomembne, zaradi tega, ker se delajo na podoben način, nimajo nekih čudnih različnih učinkov, najbolj dve glavni sta statičen pa dinamičen. Naslednje vprašanje je: Servus Anže, imam vprašanje, kaj je najbolj optimalen pre-workout obrok, ki ga lahko zaužijem pred vadbo z utežmi, oziroma katera hranila mora vsebovati? Ok, zdaj da ne bom predolg, bom odgovoril sam na točno to specifično vprašanje, se pravi obrok pred treningom z utežmi, se pravi verjetno je to trening za moč. Zdaj pa samo tule moramo razdeliti dva tipa treninga za moč. Imamo enega, ko je trening za moč, to pomeni velike teže, malo število ponovitev, velike pauze.
Pol imamo pa drug trening, je pa v bistvu hipertrofija oziroma neka mišična vzdržljivost, to bomo skupaj združili, ker je podobno. Tam imaš pa v bistvu več ponovitev, čim manj pauze, pa tudi kar lepa količina serij. Ne vem, če si predstavljaš, da delaš biceps s curl, pa da hočeš pač za biceps narediti neko vzdržljivost oziroma hipertrofijo, boš delal 8 do 12 ponovitev, to je klasika po knjigah, in za čim manj pauze in 3 do 5 serij. Zdaj pa bolj napreden si, več serij, več ponovitev, tu zdaj se ne bomo to spuščal. V glavnem, na tem treningu, ko delaš hipertrofijo oziroma vzdržljivost v moči, pa delaš več ponovitev, pomeni, da boš porabljal predvsem več ogljikovih hidratov, ker bo višja intenzivnost treninga. To pomeni, da mora trening v prvi vrsti vsebovati ogljikove hidrate. To je prva stvar. Druga stvar je, da paziš, da pa se probaš osredotočiš na to, da so ogljikovi hidrati kar se da enostavni. To pomeni bel kruh, navaden krompir, sladki krompir je tek bolj kot ne isto, med, kosmičiči morajo biti čim bolj razkuhani, pa čim pač ovseni, nobeni polnozrnati nič, pa čim bolj razkuhani, bele testenine, beli njoki, karkoli te spomne na enostavne ogljikove hidrate, ki drugače kao redijo. Tam boste najbolj vedeli, kaj v bistvu s tem mislim. To je pa zaradi tega, ker telo, ko bomo mi zaužili hrano, bo začelo kri sproščati oziroma kri preusmerjati v trebuh oziroma v črevesje. Zaradi tega, da bo lahko prebavilo hrano, pa je neslo tja, ko je treba. In zdaj, bolj bo tista hrana enostavna za prebaviti, manj bo lahko telo pošiljalo kri v prebavni sistem, zaradi tega, ker se bo prej vsako hranilo absorbiralo oziroma metaboliziralo oziroma razgradilo in bo lahko več krvi v mišicah. To je prva stvar, se pravi enostavni ogljikovi hidrati, pa večja količina, zaradi tega, ker je ta trening temelji bolj na tem, da bo kuril bolj glikogenske zaloge oziroma glukozo v krvi. Glede beljakovin je načeloma vse eno, če so živalske, zaradi tega, ker se prej absorbirajo, kot pa kakršnekoli rastlinske. Imamo pa še vseeno, če pogledamo naprimer jajce, oziroma celotna jajca, ne samo jajčni beljak, ker dejansko je hitrejša absorpcija, če je celotna jajca, je v bistvu beljakovinski vir, ki se bo absorbiral najhitreje, pa v največji količini. Drugače je pa samo važno, da zbiramo čim manj mastno meso. Se pravi, ne vem, pljučna govedina je čim manj mastna, pol imamo prsa piščančja, so še boljš, ker lahko še manj masti dobimo, pol so neke ribe dobre, ampak ne mastne ribe, čeprav mastne ribe so super za omega 3, ampak pred treningom, če hočemo skrbeti za vsake male procentke, je mogoče manj mastna riba še boljš, zaradi tega, ker bojo maščobe malo stavile absorpcijo. Pa glede maščob. Glede maščobe pa zdaj tak. Maščobe bojo malo upočasnile absorpcijo hranil, kar lahko koristi na en način, po drugi strani pa ne. Če bojo upočasnile absorpcijo hranil, to pomeni, da bo se malo več krvi zadrževalo okoli prebavnega trakta. Ampak po drugi strani bomo pa imeli, če bo malo nižja intenzivnost treninga, pa bo bolj dolgo trajal, bomo imeli pa dlje časa energijo, ker se bojo oni hidrati, naprimer hidrati, rečemo zdaj, da so glavni vir, se bojo sproščali v pretok malo kasneje. Tako da imaš benefite, pa imaš mogoče malo minus. Ampak to je tudi tu. Tu je predvsem važno glede preferenc, kako mi absorbiramo hrano, kako nam pašejo maščobe zraven ogljikovih hidratov pri workoutu. Potem pa še zadnja stvar je pa v bistvu volumen obroka. Zdaj, ne glede na to, ali bo obrok težje za prebaviti ali lažje prebaviti, večji, ko bo volumen tega obroka, bolj dolgo se bo prebavilo, oziroma več krvi bo moglo telo poslati v prebavni trakt oziroma okoli prebavnega trakta. Tako da jaz priporočam, naprimer, en primer pre-workouta, ko je meni ful všeč. Bel toast, čist navaden toast, ko ga namažemo z peanut butterjem, da dodamo čist malo maščob, pa čist malo omega 6 maščob tudi ima, pa omega 3 ima malo neki. V glavnem, to je toast za ono konstantno energijo, ogljikovi hidrati iz toasta so pač za energijo, pa dodamo grčest. Jaz dam ali banano, zaradi tega, da še vsebuje malo kalija, kar je v bistvu za mišice ful fajn, za kalij natrijevo črpalko. Pol je pa zadnja stvar še borovnice, oziroma, ja, borovnice. Borovnice pa prvo kot prvo, malo dodajo glukozo, malo dodajo antioksidantov, kar je med treningom super. Tretja stvar je pa, da dejansko se kaže, da uživanje borovnic, oziroma tam je bil borovničev sok, ko je malo bolj koncentriran, ampak vseeno, uživanje borovnic dejansko akutno povečuje mentalne sposobnosti. Se pravi, kognitivne sposobnosti, malo hitrejše razmišljanje, nekaj takega. Bilo je sicer pri starejši populaciji, se mi zdi tudi od 50 let naprej, ampak dobro se kažejo pač rezultati v to smer. To je bila dejansko študija, to zdaj nisem kar taki za nekdo odgovor, objasnil pa mislim na Patreon skupino. To je v bistvu en tak dober obrok. Edino, kar bi jaz še tule gledal, sicer je bolj važen celokupni vnos
beljakovin na dan, ampak za ljudi, ki imajo malo više potrebe po beljakovinah ali pa ki so vegetarijanci, vegani, ki jih itak teže dosežejo, bi sam zraven tega obroka, ker beljakovine moramo iz ničesa tule dobiti. Arašidov maslo ni dober vir beljakovin, razen če hočemo pojesti 500 kalorij na eno toastu. Jaz bi dodal esencialne aminokisline. To se lahko zmešajo zraven kot sok, lahko se zmešajo brez okusa, lahko se zmešajo v vodo, pač kot pre-workout zraven tega obroka, ampak na nek način moramo beljakovine dodati. Lahko se zmeša tudi whey, sploh ni važno. Lahko se tudi tule zraven ena jajca speče, ampak je ful lažje peanut butter, toast pa sadje, pa pol zraven samo 2 deci esencialnih aminokislin. To bi edino še priporočal. Ok, naslednjo. Infrardeča savna. Kakšen protokol, pogostost, kdaj v dnevu je najbolj optimalno? Prvi protokol se tiče bolj vzdržljivostnega treninga oziroma s katerim lahko povečamo vzdržljivost. Dejansko se je v eni raziskavi pokazalo, da v eni raziskavi to govorim, sicer je bilo še par raziskav, ampak ta je bila res pač ful močna. In sicer naredili so trening, normalen trening, ko so ga pač delali za vzdržljivost v moči, in pol so šli takoj po treningu za 40 do 60 minut v infrardečo savno, pa zraven so lahko imeli pijačo, zaradi tega, ker po treningu se dehidriran, pa ni glih fajn zdaj, da tam v savni skupališ. Čeprav ni močna, ker je 45 stopinj infrardeča, ampak ok. V glavnem, eritrociti so se povečali za 22 pa do 30%. Za 30% so imeli povečane eritrocite. Zdaj se ne spomnim, kako dolgo je trajala študija, mislim, da 12 tednov so to delali, pa bili so še ne natrenirani športniki, teda tule je odziv še večji, ampak to je en protokol. Se pravi, 40 do 60 minut direktno po treningu z vodo poviša število eritrocitov lahko. Potem imam naslednji protokol za višanje rastnega hormona. Tu je pa že več tudi bilo. Bilo je narejeno na finskih moških, malo starejših. To pomeni, da imajo malo nižje nivoje že rastnega hormona, že v štartu. V glavnem, delali so tako, da so šli 2krat zaporedoma za 60 minut v finsko savno na čim bolj vroče, koliko so zdržali. Vmes je bilo pa samo 5 minut pauze. Pauzo so imeli s hlajenjem, ležali so, eni so se polivali karkoli, tule ni veliko variralo razlik, ampak pauza je bila vmes 5 minutna. V 14 dneh se je količina rastnega hormona v njihovih telesih povišala za 600%. Se pravi, finska savna 2krat po 60 minut na čim bolj vroče, kolikor lahko. To je protokol za višanje rastnega hormona. Pol je še en protokol, ko bi ga lahko uporabljalo za zaščito mišičnih vlaken. Zdaj, tule rezultati niso tako močni zaradi tega, ker temeljijo predvsem na principu, da se med uporabo savne se sproščajo proteini odzivni na toploto. Heat shock protein se imenujejo po angleško. In znanost o tem je še tako nova, da ne vejo točno, kakšne učinke imajo, kažejo pa se, da delujejo kot neki zaščitni proteini za mišična vlakna. Še posebej ob nekem kalorijskem deficitu ali pa ob neki poškodbi mišičnih vlaken. Zdaj, tule najbolj priporočam infrardečo savno, ker mislim, da sem videl največ raziskav na infrardeči savni, da finska ne toliko pomaga, ker povzroči preveč stresa na telo v primerjavi z infrardečo, plus da infrardeča gre bolj globoko v mišice, zaradi tega, ker v bistvu tam nas grejo fotoni svetlobe, ko se zaletavajo v mitohondrije in ne sama toplota. Pri finski savni nas pa bolj greje sama toplota in tam pa bolj vpliva na kardiovaskularni sistem. Tako da infrardeča savna 3 do 4 krat tedensko za 45 do 60 minut je lahko malo pomaga. Ampak to je spet, te raziskave so še bolj v povojih. In pol je še zadnja stvar, je pa nasplošno za imunski sistem. Tu je pa velika raziskav, pa močno kaže na to, da redno obiskovanje ali finske, ali infrardeče, ali turške savne pomaga pri dolgoživosti, ampak to zdaj ne govorimo, da ti bo podaljšala za 20 let življenja. Sam pač bolj kvalitetnejše življenje, tisto, ko bo živel, kardiovaskularni sistem je v bistvu trening za njega, dejansko lahko povzroča razstrupljanje v navednicah. Zdaj, ne mislim razstrupljanje, kot da bomo mi vse toksine ven dali, ampak infrardeča savna zaradi tega, ker res pregreva mišice do pač čiste globine, lahko, če jo uporabljamo večkrat, še posebej pri ljudeh, ko se bolj izšvicajo, lahko še malo pohitri določene procese, ker naša koža je organ, skozi katerega se lahko uporablja, pač se telo uporablja to kot razstrupljevalni organ, ampak ne zdaj to, da dela čudeže. Sam pač, da lahko mogoče malo hitreje premakne določene snovi, ko jih naše telo ne mara, iz našega telesa. Se pravi, moje priporočilo bi bilo, če se le da se kombinirajo vse 3 te savne, zaradi tega, ker v Turčki boš lahko vplival še čist malo na respiratorni sistem, pa na alveole, še posebej, če boš dal kako eterično olje, ali pa če boš v neki sobi, ki povzroča negativne ione, tako kot te solne sobe, pa to, če lahko to narediš, kar v enih turških kopelih se da, ima vpliv, se pravi, na bolj na alveole,
pa na dihalni sistem, pol imaš finsko savno, bo imela bolj na kardiovaskularni sistem, infrardeča savna pa bolj na mišični. Jaz bi delal vsak teden, vsako od teh enkrat, če se da še večkrat, ampak še vsem, tu mora vsak sam gledati, kamo paše, pa kamo ne, ker ni zdaj neke ful znanosti v tem, da bi bil točno nek protokol določen. Naslednje vprašanje je, nasveti pri nakupu vzglavnika in vzmetnice pri spanju na boku za optimalen spanec. Ok, to je zdaj tako. Prva stvar, če se da, probi se naučiti, ker dejansko se lahko naučiš, da spiš na hrbtu. Ampak, če to prevede do kakršnega koli smrčanja, je bok veliko boljši, zaradi tega, ker je smrčanje veliko hujš, ker lahko povzroča apneo, pa pač ne bom se zdaj v to poglabljal. Pa še ena stvar, če spiš na hrbtu, si moraš noge podložiti. Prvo kot prvo, malo zmanjša ledveno lordozo, plus glimfatični sistem, o katerem sem že 100-krat govoril, pa je en izmed najpomembnejših sistemov v naših možganih, dejansko deluje bolj, ker deluje na kompresijo, oziroma na pritisk, ali kako bi temu rekel. Se pravi, če so naše noge dvigene, kri v bistvu tišimo dol proti glavi, to si lahko najlažje predstavljamo, in na tak način bo glimfatični sistem še bolj deloval. Če pa že spiš na boku, pa dejansko samo poskrbi, da si zafiksiraš hrbtenico, se pravi z enim polštrom med nogami, zaradi tega, ker ti ne bo medenice vleklo, pa mogoče eni rabijo še, da si pač malo premikajo, da si kupijo on polšter, ko je v bistvu za nosečnice, ko je tak S. Tisti polšter je dejansko ful dober za spanje na strani. Da si ga daš še pod glavo, da ti pač je v bistvu hrbtenica skozi ravnana, da nimaš zlomljene na stran. To je v bistvu najbolj pomembna stvar pri spanju na strani. Plus tega, da je pa dejansko spanje na strani bolj pomaga pri glimfatičnem sistemu oziroma pri delovanju glimfatičnega sistema, zaradi tega, ker je še večja ta kompresija oziroma pritisk, tu zdaj nisem čisto ziher, kako bi mogel reči. V glavnem, če spiš na strani, si kupi on polšter za nosečnice, bom tule grdali v eno sliko ali pa tu na tudi strani, da boste vedeli, o čem govorim. Če pa na hrbtu, je pa v bistvu še mogoče malo boljš iz vidika nasploh pač cele posture. A ja, da bi pa čist prav ti imel nasvet pri nakupu vzmetnice oziroma vzglavnika, je pa prva stvar to, da gledaš, kjer ga v teh položajah uporabljaš, na kak način je tvoj jogi. Zaradi tega, ker ti, ko boš videl, kako se boš v jogi noter udrl, boš videl, kak polšter rabi. Zdaj, eni rabijo polšter, ko je čist ravn, ker imajo pač tak mehk jogi, eni rabijo polšter, ko je malo bolj trd, oziroma je podprt pod vratom, zato da ti vrat zravna. Tako da, to je pa po moje boljše, da na strani pogledaš, če imajo. Pač jaz bi šel kupovati tja, kjer imajo enega strokovnjaka, ki ti to pogleda. Če tega v trgovini nimajo, jaz tam ne bi kupoval. Oziroma lahko pa tudi ti najameš, plačaš enemu fizioterapeutu ali pa enemu, da gre za tebe, oziroma da ti on priporoča, na kak način moraš spati, pa ti pol v trgovini poveš, kaj iščeš. Ok, naslednje. Kako najprej pozdraviti prehlad? Ok, zdaj, ko že enkrat imaš prehlad, tule kakih čudežev ne moreš delati. Ne moramo mi zdaj dodajati nekih stvari, da bomo pa, zdaj ko imamo pa prehlad, bomo pa namesto enem tednu v 2 dneh že zdravi. Tak ne gre, čeprav se lahko zgodi itak, ampak so pa stvari, ki jih lahko naredimo za podporo našega imunskega sistema, ker dejansko dela z povišano hitrostjo. Veliko kdo se ne zaveda, ampak naprimer, ko smo malo bolj resno bolani, da imamo malo vročine, pa to dejansko porabimo več kalorij v mirovanju, kot smo jih prej. Zaradi tega, ker imunski sistem je toliko bolj aktiven. In je prva stvar, se pravi, da podpremo imunski sistem. Prva stvar, na prvem mestu je spanec, na drugem mestu je zadosten vnos kalorij, se pravi, zadosten vnos kalorij, da ne boš ti hujšal, oziroma da boš čim manj hujšal, pa zadosten vnos hranil, itak ne more biti samo neke prazne kalorije. In pa pač tule vmes itak še spada, da pač imamo taka hranila, da podprejo spanc. Pol lahko pa mi, ko imamo spanc porihtan, pa prehrano porihtano, pa hranila, lahko pa mi damo mogoče pozornost na določene dodatke, ki pa nam pol pomagajo, da mogoče hitreje prebolimo določena stanja. To so pa naprimer česen. Česen je tak močen zaradi tega, ker ima eno molekulo noter, ko v bistvu ful izboljša, če ga že sicer prejemo imunski sistem, oziroma pač vnetne procese. Teda česen lahko koristi, cink skoraj 100% lahko koristi pri večini stanj. Višja količina melatonina, naprimer, je bila tudi pokazana, da lahko dejansko pomaga pri kakih stanjih, ki so bolj povezana z vneti, zaradi tega, ker je melatonin en izmed najmočnejših antioksidantov, ko ga naše telo lahko proizvaja. Če ga dodajamo pa še endogeno, je pa itak pač tega pol še več. Pol imamo še kolostrum. Kolostrum je v bistvu hrana, ko jo dobijo vsi sestavci v prvih tednih ali nekaj takega z maminega mleka in je malo bolj hranilno, pa na drugačen način kot mamino mleko. Predvsem iz vidika protiteles. Dejansko ti tet kolostrum v prvih dneh, tednih ustvarja imunski sistem, oziroma pomaga ti ga ustvarjati. Pol imamo pa še zadnjo stvar, ko je pa res taka, da nima veliko dokazov, ampak po teoriji pa po mehanizmih, pa jaz lahko trdim, da iz
anekdot od mojih strank, pa to pa če me kdo vprašal, lahko koristi, če se dela prav, pa če se ne pretirava s tem. Pa se pravi, pravi čas, na pravi način, je pa delno postenje, oziroma ena oblika postenja, ko pač tebi najbolj paše. To lahko še pomaga, ampak to je zdaj spet, to je samo moje mnenje, to ni zdaj nekih. Je bilo pokazano sicer v raziskavah, da ljudje, ko so se delno postili določeno število časa, pa ko so delali mrzle kopeli, pa neki, ampak to je spet, ni lahko, da ni delno postenje učinkovalo, pa so mrzle kopeli, je bila manjša incidenca na šihtu, da so pač manjkali zaradi neke bolezni. To je eno dansko podjetje delalo, še kar veliko, mislim, da je bilo 1500 ljudi. Spet govorim na pamet, tako da boste pač vedeli, da te številke so mi samo v glavi ostale, ampak vem pa, da je podjetje delalo to raziskavo. Se pravi, to je v bistvu to iz vidika prehlada. Ok, naslednje vprašanje. Je boljš trenirati zjutraj ali zvečer? To je zdaj prva stvar. Najboljš je trenirati takrat, ko tebi najbolj paše, pa tudi tipi treninga si narediš na tak del dneva, ko ti pač najbolj paše. Teda najbolj fajn je, mislim, najbolj močno morate upoštevati to, da mora tebi pasati čas treninga. Po drugi strani, pa če se hočemo malo bolj poglobiti, glede na večinsko populacijo, se pa poglobimo v cirkadiani ritem. In cirkadiani ritem nam lahko z svojim delovanjem, kako v bistvu v telesu sprošča določene hormone, določene encime, kako viša pa niža krvni pretok, nam lahko malo pomaga pri tem, da bo mogoče, če bomo pa en trening delali ob določenem času dneva, bo pa tisti trening malo bolj učinkovit. To zdaj ni tako, da bi pač, če bi jaz naredil trening za moč zjutraj pa zvečer, pa bi meni oba dva pasala, ne bi bilo zdaj tu 50% razlike, zato ko bi bili na primer zvečer pač boljši hormoni, ampak to se govori o niansah. Ampak tako za zanimivost lahko povem. Načeloma je pri večini populacije, ki ima kakor toliko urejene spalne oziroma cirkadiane ritme, je tam od 9 pa do 11 najvišja sekrecija testosterona v telo, če gledamo povprečno glede na dan, in takrat so pol možgani tudi ful budni, pa naše živčne povezave, predvsem centralni živčni sistem bolj dela. Takrat bi jaz priporočil bolj tehnične treninge, bolj treninge za eksplozivnost, ne vem, tako je kako olimpijski dvigi, ali pa treninge, kjer so manjše ponovitve, pa večje teže. Se pravi, kaj takega. To je moje priporočilo, glede na aktivacijo živčnega sistema. No, pa v nasprotju, če pogledamo pa popoldne, pa mislim, da je med 4. pa 7. oziroma med 5. pa 7. je telesna temperatura telesa najvišja, normalno ne zdaj, da je pač neki ful povišana, in pa izboljšanje krvni pretok. To pomeni, da bomo malo več hranili oblje v mišice. Takrat bi pa jaz bolj priporočil, če že gledamo cirkadiane ritme, bi bolj priporočil kak trening za vzdržljivost v moči, kakšne bolj teže treninge, ko ne vem, tako je hipertrofični trening, kakšne vzdržljivostne preizkušnje, kakšne laktatne vzdržljivosti, tako je na primer visokointenzivni trening, ker bomo imeli mogoče malo več hranil pač v okoli mišic. Ampak to je spet. Znanost ne kaže tega, da zdaj pa kdo, ko bo to delal, bo pa za 100% ali pa za 50% boljši, ampak če pa govorimo na nekem ful visokem nivoju športniki, ko imajo porihtane spalne pa cirkadiane ritme, dejansko bi lahko mogoče kaj profitirali od tega. Ok, naslednje vprašanje, zato je bolj biohacking. Kakšna sta optimalna količina in tipi treningov za longevity, anti-aging? Zdaj, moje dve smernici, oziroma moje smernice, ko bi jih lahko tule dal, prva stvar je, da ni cilj čim večjo mišično maso imeti, ampak da je imeti cilj čim močnejšo mišično maso, to je tako je. Še vseeno malo volumna pač nikoli ni narobe, ampak preveč mišične mase, pa zaradi tega, ker pač je mišična masa je potratna pač hranilna, kar je sicer v mladosti fajn, ko lahko malo več poješ, ampak v starosti pa ne, zaradi tega, ker ok, vse ti mišice se katabolizirajo, ampak še vseeno bo starček, ko bo bodybuilder, pa starček, ko bo, ne vem, tako da bi eni rekli kitast, ali pa bo imel neko normalno pač postavo, z mišično maso, bo dejansko telo rabilo pretesno manj dala, kot pa prvno bodybuilderjo. Tako da na dolgi rok, če gledamo za longevity, bi pol telo več porabilo in bi prej pač dejansko umrli. Se pravi, z vidika mišične mase, tu zdaj smernice itak ni zaradi tega, ker to niso nobene raziskave, ker bi bile ful močne, pa to kažejo, ampak pač če gledaš po logiki, tako da tule lahko samo rečem, da mora biti optimalna mišična masa, se pravi ne preveč pa ne premalo. Boljšega odgovora nimam. Zdaj pa na kaj pa lahko ciljamo, v bistvu kaj nam najbolj pokaže, sicer je itak več aspektov staranja, ko bi jih pač mogel gledati, ampak mislim, po mojem mnenju bomo največ zajeli s tem, da bomo gledali na zdravje mitohondrijev, pa da bomo gledali na zdravje tipa mišičnih vlaken, oziroma ne na zdravje tipa, ampak da bi imeli hitra mišična vlakna čim bolj skozi aktivirana. Se pravi, trening za moč, oziroma maksimalno moč, ne trening za mišično maso, oziroma hipertrofijo. Se pravi, bolj je pomembno, da si močen, ko pa velik. Zdaj, raziskave kažejo sicer različno, ampak se mi zdi, moje mnenje, da se bolj nagibajo v smer, da je boljši imeti več hitrih pa zdravih
mišičnih vlaken, kot pa več počasnih oksidativnih. Se pravi, če bi jaz pisal za nek plan za dolgoživost, bi tega prilagodil vsakemu posamezniku, glede na starost, glede na sposobnosti, teda to ne rabim sploh govoriti. Bi pa v prvi vrsti gledal, da lahko vključim neko trening maksimalne moči. Tudi pri gospodih starih od 60 let naprej, ja, sam pač ne bo dvigal 150 kg, ampak bo dvignil 50, pa bo isto mišično naprezanje, kot da bi dvigal 150. Pa aerobni trening zaradi kardiovaskularnega sistema, to je itak. Zdaj ne bi pa vključeval kot trening vzdržljivosti za laktat nek HIIT trening, zaradi tega, ker že kakršnakoli aktivnost bi bila izvedena z malo višjo intenzivnostjo, bi itak povzročala več laktata, zato ker se oksidativne sposobnosti pač zmanjšujejo z leti, ko se staramo, in če bomo pač mi znali predstavljati laktat pol na tak način, lahko mogoče kaj koristi. Ampak to je bilo zdaj vprašanje, kjer ni veliko raziskav, oziroma je veliko raziskav, pa se ful razlikujejo, tudi tule ni pametnega odgovora. To je bil zdaj samo v bistvu moje razmišljanje, ali kako bi temu rekel, oziroma moje mnenje, kaj bi lahko naredili. Ok, naslednje vprašanje. Kaj svetuješ za blaženje posledic revme? Zdaj, revmo načeloma, ne zdaj, da jo povzroča, ampak največja težava pri revmi so vneti procesi, predvsem bolj kot ne okoli sklepov. Zdaj, ko ti že zdravila, če ti zdravila ne pomagajo, oziroma če pač določeni ljudje nočejo določenih zdravil jesti, pol bi jaz priporočil, da se iz prehrane kot z nekim dodatkom lahko išče neko protivnetno sredstvo, ki bi lahko pomagalo na tak način kot zdravilo. In kar lahko jaz priporočam, je v bistvu omega-3, se pravi omega-3 ribje olje. Druga stvar je kurkuma. Kurkuma sicer kaže, kolikor jaz vem, bolj kot ne, da niža vnetja, močno niža vnetja, ampak bolj v mišičnih vlaknah, ne okoli sklepov. Sicer ne spomnim se, da sem že kakšno študijo videl, ampak mislim, da ne. Jih pa znižuje. Zdaj lahko, da bi tudi to pomagalo. Se pravi, najbolj bi priporočil v prvi vrsti omega-3 pa kurkumo. Pol bi lahko mogoče pomagal tudi CBD, zaradi tega, ker CBD se ne osredotoča toliko na vnetja, da bi šel pač on, ne vem, malo umil koleno artritis, pa gre do tja, pa tam blaži vnetja. Ne, on se veže na endokanabinoidni sistem in za svojimi enim od 200 ali od 400 endokanabinoidov pokaže telesu, da naj niža aktivacijo vnetnih procesov na tistem mestu. Se pravi, dejansko gre na vzrok, ne gre na posledico. Ampak spet za CBD še nisem zdaj tako ziher, da bi lahko pač rekel, da to pomaga, to je samo pač moja teorija. Najbolj pa pomaga, to pa moram reči od mojih strank že 2 zdaj, lahko da je pri obeh placebo, to je čisto možno, ampak ko smo povečali količino omega-3 iz 0 na 1500 mg na dan, oziroma iz čisto malo na 1500 mg na dan, je se vnetje znižalo. Oziroma niti ne vnetje, ampak gospa ni več čutila bolečin od takrat, ko je začela imati omega-3 tablete. Drugo je bil pa gospod, pa v bistvu ni bil niti gospod, ni bil tako star, je bil 52, pa fit. Ampak ko je začel imati omega-3, ko je v bistvu povečal malo količino, čeprav je že prej jedel ribice, se je zboljšalo vnetje v sklepu. Oziroma celo čist šla je bolečina pol po 3 mesecih. Pa še čisto zadnja stvar je pa v bistvu ena študija, mislim, več študij to kaže, predvsem na strani od Wim Hofa, ker imajo tudi svoje študije tam, oziroma študije, ko so bile narejene pač okoli po svetu. Je se pa zdaj pokazalo, da pri enem artritisu, ko v bistvu nastaja bolj kot ne pri ženskah, v medenici se 2 medenična hrustanca ful nameta, je dejansko pomagalo Wim Hof tehnika, ker pač hiperoksidira telo in namakanje v kopelih. Mislim, da je za 72% se zmanjšala bolečina, pa nasploh vnetja pri tej vrsti artritisa. Zato si lahko pogledate na Wim Hof strani. Naslednje vprašanje je, kako pripravljaš kavo, čaj, da ima čim manj kofeina in hkrati čim več ostalih dobrih, v navednicah, zadev. Ok, zdaj prva stvar, ko je potrebno je, da za ekstrakcijo kofeina pa hranil je najbolj važna toplota vode, ko pač s kako toploto vode zalijemo, in pa dolžina namakanja. Zdaj, to je še pomembno vedeti tudi, da se tako čaji kot tudi kave razlikujejo o količini hranil in pa o količini kofeina. Se pravi, čim manj časa v vodi, pa čim bolj optimalna temperatura. Zdaj, od enega eksperta za kavo, oziroma od večjih, tako gledam tudi po YouTube, pa to sem čuda, je najbolj optimalna ekstrakcija kave, isto kot čajo, tam približno 80 stopinj. Se razlikujejo čaji, na enega lahko deluje samo 50, na enega more še več, ampak v povprečju je tam okoli 80 stopinj, isto za kavo. In pa ponavadi, kakor jaz gledam, te coffee eksperte pa to pač, ko imajo, tako da bi imeli doktorat v kafeju narediti, rečejo, da naj bo kava
na približno od 2 do 5 minut namočena v 80 stopinjah. Zdaj je pa ful odvisno itak od kafeja, od kako močnega hočeš. Bolj dolgo, ko bo namočen, več bo kofeina vseboval. Teda, tudi ni pač kaj za pametovati, ker ni zdaj neke ful znanosti, če gledamo samo iz kofeina. Bolj dolgo boš namakal pri višji temperaturi, več bo kofeina, pa verjetno bo višja temperatura lahko tudi aktivira določena hranila, lahko pa inhibira določena hranila. Tako da, tu zdaj ni nekih ful raziskav, da bi lahko dal priporočila. Tako da, tudi ne morem dati nekih znanstvenih priporočil, ampak to so bolj kot ne moja. Ok, naslednje vprašanje je nikaj druga, kot pa samo vesolje. In to je bilo iz one rubrike izven okvirjev, bolj, ko sem pač če mi je kdo napisal vesolje, sem pač odgovoril en fakt o vesolju, ko ga vem, pa če ga kdo drug ne ve. In današnji fakt je v bistvu, da je mogoče zanimivo, če mogoče kdo ne ve. Če bi mi iz planeta Zemlja gledali eno plovilo, ko bi se iz naše Zemlje gibalo v črno luknjo, bi mi v neki določeni točki v potovanju tega plovila do črne luknje, iz Zemlje, če bi to gledali, videli, da se je tisto plovilo ustavilo oziroma skoraj ustavilo. In iz naše strani percepcije ne bi tisto plovilo nikoli prišlo v črno luknjo, ampak hkrati bi pa na unem plovilu tekel čas čisto normalno. Oni ljudje bi prišli do črne luknje, pa kar se bi se tam zgodilo, bi se pa zgodilo. Samo zaradi tega, ker ima črna luknja tako gravitacijo, dejansko upočasni delovanje oziroma upočasni sam čas. Se pravi, čisto na kratko, če bi mi poslali eno raketo iz Zemlje v črno luknjo, mi ne bi videli tiste rakete nikoli priti do črne luknje iz Zemlje. Ampak raketa bi prišla do črne luknje in bi se tam z njo zgodilo čisto v normalnem času vse. Mi pa zaradi tega, ker je gravitacija tam tako močna, da ustavi čas, tega ne bi videli. Ok, sem v družbi omenil psilocibin, odziv je bil dobesedno tak. Vse se bo tole videlo, smajlija verjetno. Ja, žal, mislim, jaz tole ne morem kaj preveč filozofirati. Jaz bi sam dodal, da je škoda, da se stvar, ki se trenutno v znanosti kaže, vse raziskave, ko prihajajo ven, ni jih sicer zdaj milijon, pa ni zdaj to že ustaljeno 100 let, ampak vse raziskave, ko prihajajo ven glede psilocibina, čist izolirane komponente, ali pa glede samih psihedeličnih gobic, ki vsebujejo, oziroma psihedeličnih substanc, ki vsebujejo psilocibin, oziroma pač to verzijo psilocibina, se kažejo pozitivni učinki. V najslabšem primeru se kaže, da učinka ni, da se ne razlikuje s placebom. Ni se še pokazalo negativnih učinkov, vsaj za študije, ko jih jaz pač sem prebral. Pa nisem prebral malo študij glede tega. Zdaj samo iz glave lahko rečem, ne bom se poglabljal na kak način, lahko naredim posebej video, če bo kdo želel, ampak na hitrico. Psilocibin, uživanje psilocibina koristi pri višanju empatije, boljše zaznavanje in interpretacijo naših čustev, pomoč pri posttraumatski stresni izkušnji in pri vojakih in pri rešilcih in pri tem, ko se ti zgodi neka travma, nek umor. Zdravljenje po alkoholizmu oziroma preprečevanje alkoholizma, preprečevanje kajenja, pri umirajočih pacientih za neko boleznijo, naprimer za rakom, ko vejo, da bojo umrli, signifikantno močneje znižuje depresijo oziroma depresivne simptome v primerjavi z najboljšim zdravilom. V primerjavi z najboljšim zdravilom in za čike in za depresijo je bilo 70% bolj učinkovito. To je bil mislim, da je bilo največ 84%, ampak 70% vem, da se spomnim, da je bilo. Se pravi, to sem zdaj na hitro naštel, zakaj vse se psilocibin kaže, da izboljšuje. Ni pa še študije, ki bi kazale, da mikrodoza psilocibina ali pa ena terapevtska doza z vodeno terapijo bi pa se pokazala za negativno, kot na dolgi rok. Teda, če pa kdo ima to študijo, pa prosim, ne mi pošle, pa bom naslednjič pač se popravil, zaradi tega, ker res se še nisem najdel. Tako da, škoda, da se taka prepričanja ustvarjajo z mediji ali s čemerkoli, pa da se ne kritično vprašamo malo, prej da pač se odzovemo na tak način, ko so se tudi tvoji prijatelji odzvali. Naslednje vprašanje, vzameš drogo, vidiš nenormalne energije, od takrat naprej tudi trezen čutiš boljš. Ja ali ne? Ok, prva stvar, tako rečem, pri prehrani, pri določenih zadevah bom rekel tule. Jaz ne bi dal klasifikacijo kakršnim kolim substancam, gobe, heroin, THC, metamfetamini, karkoli, droge, zaradi tega, ker bolj se spet selektivno izbira, kaj je droga oziroma dobra droga, kaj je pa slaba droga. Ker če pogledamo, alkohol pa čiki so ene izmed dveh pač najmočnejših drog, ne bom zdaj govoril zakaj, pa levo pa desno, ampak se ne klasificirajo kot droge, se lahko prodajajo v trgovinah 18 let starim, ponekod še manj, karkoli. Naprimer THC, psilocibin,
metamfetamini, ko se zdaj naprimer raziskujejo v namene, da manjšajo travmo, oziroma MDMA se celo zdajle že bo verjetno klasificiral kot zdravilo za depresijo oziroma določene oblike depresije in bo v lekarnah, ker je tretja faza študije se že končuje, pa je klasificiran kot slaba droga, alkohol pa čiki pa kot dobra droga, ki jih lahko kupuješ. Teda, prva stvar to, jaz ne bi klasificiral kot droge, jaz bi klasificiral kot substance in pol se lahko pogovarjamo, kaj je fajn pa kaj ni fajn. Drugač pa, glih psilocibin se predvsem uporablja za to, predvsem večje doze, ne vem, od 4 do 7 gramov gobic v terapevtske namene, ki se vzamejo, se uporabljajo za to, da dejansko spremenijo določene sinaptične povezave in s tem lahko vplivajo na travmo, s tem lahko vplivajo na adikcije, se pravi, tako je adikcija z alkoholom, adikcija s čiki, tu se tudi kažejo, to sem že prej omenil, se kažejo, naprimer, mislim, zdaj govorim po številkah na pamet, ampak psilocibin je bil tako učinkovit, da so alkoholiki, ki so bili alkoholiki od 10 do 20 let prej. Se pravi, 20 let so bili alkoholiki, se jim je družina podelala, finančno niso bili zmožni. Alkoholik. In po eni dozi psilocibina, ki je bila tako, da vzameš 5 gramov psilocibina, oziroma ekvivalentno dozo psilocibina kot 5 gramov gob, si daš gor naočnike, se uležeš in imaš zraven terapeuta, zraven imaš zdravniško pomoč, karkoli. Po eni dozi je, zdaj le govorim na pamet, ampak mislim, da vam prav, 82% ljudi, ko so bili prej alkoholiki, niso bili več alkoholiki in po enem letu je v tistih 82% bilo še 70% treznih, ali kako se temu reče, pač da niso pili alkohola eno leto, po eni dozi psilocibina. Dejansko naredi drugačno integracijo povezave sinaps. Tako da, tako močen je psilocibin oziroma slabe droge. Pol pa ne bom zdaj še šel v metamfetamine, pa v MDMA, pa to, kako lahko jih uporabljajo za travme, pa za depresivne motnje, zaradi tega, ko nimamo cajta. Ok, to je v bistvu to. Spet mislim, da mi ni ratalo čim hitreje povedati, ampak upam, da ste vsaj kaj izvedeli iz kakega vprašanja, da vam je bilo kako vprašanje zanimivo ali pa smešno. Da, to je to. A ja, še samo to. Od zdaj naprej me lahko poslušate tudi na Spotify, na Apple podcastu, pa na Google podcastu. To sem pa v bistvu naredil zaradi tega, ker pri YouTubeu je glupo, ker ne moreš ekrana ugasniti ali pa samo poslušati pa nekaj od zadaj delati na telefonu. Pri vseh teh podcastih, ko je pa naprimer, oziroma pri vseh teh providerjih, tako je pa naprimer Spotify, lahko pa vi mene date gor, pa me samo poslušate, ker je itak sam audio file in vmes kaj skrivate, lahko poslušate v avtu, karkoli. Ne rabite zraven gledati. Tako da, če koga zanima, se lahko še tam naroči, pa dobil obvestila od mojih vlogov. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde.